Gospod Kuštrin, kaj se danes pričakuje od letne konference Fidesa? O čem boste razpravljali? Torej, imamo dva sporazuma, ki smo jih podpisali 11. novembra leta 16 in 4. marca leta 17, na osnovi katerih je bila stavka potem prekinjena. Imamo dopis, ki ga je pisal minister za javno upravo gospod Koprivnikar novembra 18 direktno na letno konferenco in me prosil, naj ga preberem delegatom, kjer se je kot minister za javno upravo obvezal in obljubil, da bodo izpolnili vse zahteve iz sporazumov. Zdaj sta praktično od tega skoraj 2 leti, se ni zgodilo nič. Mi bomo pač kolege seznanili jih bomo tudi z tem, kar se dogaja recimo na periferiji, ne? Zahteve po kolektivnih odstopih, ki se pojavljajo v Kranju in zdaj v Celju, so klic na pomoč in znak obupa. Odhajajoči minister Fakin je rekel, da sistem ni pred razpadom, sistem kaže take razpoke, da bi se vsi odgovorni morali prijeti za glavo. V Mariborskem kliničnem centru manjka med 70 in 100 specialistov. V kliničnem centru Ljubljana najboljši med najboljšimi razmišljajo o tem, da bi odšli v zasebno prakso ali pa že delajo tudi v zasebnih praksah part-time, namesto da bi jih sistem prosil na obeh kolenih, da so ne 100%, 150% zaposleni v inštitucijah, kjer je tisti, ki teh problemov ne vidi ničesar. Katere so tiste zahteve, ki niso še izpolnjene? Če govorimo, je verjetno za primarni nivo, torej v sporazumih ni omenjene obremenitve zdravnikov samo iz primarnega, ampak tudi iz sekundarnega in terciarnega nivoja, torej preseganje standardnih normativov za 30%, tam bi lahko zdravniki odklanjali paciente na vseh nivojih. Nezaslišana kršitev letos, za katero je seveda odgovoren minister Fakin, je, da so v splošnem dogovoru dali spet neko povprečje regijsko obremenitev, ne pa 1895 gavarinskih količnikov. Še lani se je ta sporazum spoštoval, letos ne več. Govorite o primarni medicini? Govorim o primarnem, o družinskih zdravnikih. Tudi nekateri strokovni direktorji in direktorji so zagotovili, da če bi to bilo 1895 financirano kot 100%, bi potem imeli zadosti sredstev tudi za odpiranje novih ambulant in zaposlovanje novih zdravnikov. Potem je seveda dosežek, ki se ga mnogi moji kolegi tudi tu ne zavedajo, je, da je delo po modri knjigi postalo pravica, ker je v kolektivni pogodbi. In ni več nobenega odloženega pogoja, po katerem bi na to prišli šele počasi, ker vlada krši vse sporazume. Potem, ko se govori o plačah in danes se seveda povsod piše o najvišjih plačah zdravnikov, torej spet 3 najvišjih, je treba povedati, da je najvišja plača zdravnika specialista v 52. plačanem razredu. To je približno 2500 evrov neto za tiste zdravnike, ki delajo pod najtežjimi delovnimi pogoji. Tisti, ki delajo pod bolj ugodnimi delovnimi pogoji, je ta plača tudi 20% nižja. Govorim za redno delo. Plača direktora kliničnega centra je 62. plačni razred in je slaba, nizka. Plača tistega, ki je mogoče nocoj presadil jetra, je pa v 52. plačnem razredu. Zdravniki, ki bi morali biti leta 8 v 60. plačnem razredu, če ne bi bilo stropa, so bili v 10 letih prikrajšani za približno 60 000 evrov. V sporazumu piše, da se bodo odpravil strop, da se bo možno nagraditi tisto elito v obeh kliničnih centrih, da se bodo prinesla napredovanja iz specializantskega obdobja v specialistično obdobje, pa še mnogo drugih stvari, na katere je vlada, potem ko je sporazum podpisala, pozabila. Kaj pa konkretno zobozdravniki? Šarčeva koalicijska pogodba predvideva tudi, da naj bi zobozdravstvo sčasoma postalo brezplačno. Kaj menite o tem? Kolikor jaz poslušam izjave politikov vsa leta po osamosvojitvi, bi jih lahko razen izjem zreduciral na to, da je zdravstvo zastonj,
takoj in da imajo ljudje pravice do vsega. To je tako laganje in zavajanje prebivalstva pred volitvami, da sploh človek ne more verjeti, kako temu ljudje še verjamejo. Je ni zadosti bogate in tudi ne socialne države, ki bi to zmogla. V zdravstvu pač je treba prilagoditi pravice obsegu sredstev. Mi smo leta 2014 zdravniške organizacije naredile program za izhod iz krize, kjer sta košarica A, košarica B. Solidarnosti je že zdaj veliko. To smo prav odkriti tako na nivoju zdravstvenega kot pokojninskega zavarovanja. Kdor zasluži več, plača več. Tako da težko komentiram take izjave, še bolj pa težko razumem ljudi, da na to nasedejo. Vas lahko prosim še samo za eno kratko izjavo, kako komentirate bistvo te zamenjavo na ministerskem mestu oziroma kaj pričakujete od novega ministra za zdravje? No, mene, ne da bi imel za to neke razloge, odstop ministra Fakina ni presenetil. Zdaj, zakaj je odstopil, najbolje ve sam. Po mojem oceni je videl, da pravzaprav z ozirom na koalicijsko pogodbo in na vlogo, ki jo igra Levica, ne bo mogel narediti prav nič. In je odšel s kolikor toliko glavo na ramenih, sicer bi verjetno pa šel z glavo med nogami. Kaj pa od novega ministra pričakujete bistvo? Mi vsakemu ministru, ne glede iz katere politične opcije prihaja, ponudimo roko sodelovanja. Kolikor mi povedo kolegi iz kliničnega centra, predstavniki Fidesa so z gospodom Šabedrom dobro sodelovali. Se mi pa zdi, da če bo upošteval koalicijsko pogodbo, ima vnaprej zvezane roke in na to pristaja. Še komentar na novo afero v Mariboru. Eden od zdravnikov naj bi spolno nadlegoval eno od pacientk. Kaj bi dejali? To se mi zdi nekaj tako groznega in nezaslišanega, če je res, da tega enostavno ne morem komentirati. Zdaj pa je že nekaj afer o nadlegovanju zdravnikov in zobozdravnikov med ljudstvom. Kje bomo potegnili črto, kaj pravite? Kot rečeno, je v javnem sektorju skoraj 7000 zdravnikov. Obstaja popolnoma jasna odgovornost za take odklone in neprimerno vedenje, da ne vem, verjetno te stvari zahtevajo še drugačno ime in pravici mora biti seveda zadoščeno. Bi bilo pa prav, da se govori, ko govorimo o zdravnikih, o tisti masi, večini slabo plačanih zdravnikov, ki delajo neverjetno veliko in zelo dobro.